Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zvončki vsi, zvončki pojejo. La 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 la. Hej! Ja, evo, skoraj smo v letu 2021, predtem pa imamo videli še eno luštno nalogo, ne? Ja, luštno nalogo. Naredili sva izbor milijavžentih možnih daril, takih, ki jih bomo midva podarjale, takih, ki si jih midve želiva, takih, ki so letos na mesto, ker letos je tak malo drugačno, čudno leto. Predvsem pa smo bile pozorne na to, torej kriteriji so bili zelo jasni. Ja, lep tale dodatek. Nisva iskali praholovilcev, ne, ampak zelo uporabna darila. Praholovilcev, ja, tega ne. Taka, ki jih ne bomo naprej delali, ampak jih bomo zase zadržali. Ja. To je pomembno, ne? To je pomembno. Ja. Jaz priznam, najprej dam roko gor, priznam, da sem totalni regifter in sicer ogromno daril, ki jih dobim, jih dam naprej. No, to je potem samo znak, da v bistvu te napačno obdarujejo. Ne, samo to. Ne? Tudi nasploh mene zelo težko obdariti, ker nimam rada veliko stvari in vse take zadeve, ampak obožujem in zame to cela znanost, kaj kupiti nekomu, da ne bo naredil tega, kar jaz ponavadi naredim, da dam naprej, ne? Jaz bi začela mogoče s tem, tudi jaz sem ti, oziroma moja hčerka ti nedavno nekaj podarila, ne? Za podsmrekca, mislim, da sta vesela. Tega ne dobiš v trgovini, ne? Ful. In še najbolj sem bila vesela zvečer, ker me je sicer skoraj kap zadela, ker se sveti v temi. Se sveti? Ja, v sveti za temi. Moja Zala je naredila za hčerko, torej od Jasmine Zagajo, en tak lušen obesek iz Hama Perlic, ne? Ja. Za nasmrekco. Super, pa še Gaja gor piše. Ampak ja, dejansko se sveti v temi. Sveti se v temi. Ja. Jaz mislim, leto ne, zemljani so prišli. A ja, ne, okej, v redu. V glavnem, kaj bi lahko recimo izdelale same, da nekoga lepo obdarimo? Ja, torej, več kategorij bova imela. Ta je prva, kaj lahko narediš sam. Potem druga, darila za dušo pod 30 evrov. Corona time, dajmo kaj še zaproti. Za zdravje pod 30 evrov. Potem sanjska darila, energijska darila. Vse to bova dejansko predstavljene. Super. Je pa kar začeti, no. Mene zanima zdaj, kaj si ti tvoj nabor torej izdelkov oziroma stvari, ki jih lahko podarimo in jih izdelamo sami. Pazi. Ja, čisto sem se navlekla na tole. Antibakterijsko milo si ti delala. Ja, res je. To si ti delala in se mi zdi fantastična zadeva. Potem kakšen tak božični okrasek, ki ga lahko naredimo na energijski način. Skratka, počas pa z ljubeznijo. Okrasek, ki ga narediš na tak ta prav način. Mi smo se v moji družini tako pripravili konkretno in sicer imamo glino in smo potem najprej se dogovorili, pred glino smo se dogovorili, jaz sama pri sebi, kakšen energijski okrasek bom naredila, ne v smislu, kako bo oblikovan, ampak za kaj. Torej namen. Tako, namen. Torej, en namen sem dala definitivno za zdravje, en namen sem dala za partnerstvo, potem sem dala en namen za klepet ob kavi, pa še kakšen namen sem dala, tak, zelo konkreten. In potem ti vzameš kos, ne vem, gline, slamce, pač karkoli najdeš, tistega, iz česar hočeš narediti ta obesek, ali pa Hama Perlice, in ti s tem namenom to narediš in potem tudi tak z namenom to daš gor na smrekco. To nas je naučila ta IFAS svečenica in to deluje. Mislim, res deluje, ker jaz sem prejšnjo leto naredila to za porod, da bi bilo vse v redu, da bi bilo vse okej, ono tretje in lej, je bilo super. Torej, svoje misli, želje v bistvu strneš v nek izdelek. Tako, in ga sam narediš, ne, to je še itak ful boljš, ne, da ga sam narediš, lahko pa narediš iz marsičesa, tudi iz storžar na koncu lahko narediš, ne. Tako da to se mi zdi, da je ena super zadeva, ki jo lahko narediš sam za svojo družino, mogoče ni kot darilo. Kot darilo je to antibakterijsko milo. Drugače pa... Zelo uporabna zadeva, moram reči. Ja, valjda. Ker itak vemo, da manj razkuževanja, več umivanja z mili, ne. Drugače pa se veš, te masažni boni, ki jih napišeš za domačo masažo ali pa take zadeve, ti si se kdaj posluževala tega? Še ne, ampak letos glede na to, da so taki težki časi, mislim, da bo to kar zelo pogosto darilo. Kar je kul. To je kul. Mislim, če ti da tvoj dec bon za 5 ur časa, ki ga imaš povsem zase. Ni lepšega darila, res, ja. A veš? Ali pa bon za to, da en mesec pomiva posodo, ok, en teden, recimo.
teden bi bil kar zelo Ja? super. Ja? Ja. Ali pa joker za zajtrk v posteli, ali pa za masažo stopal po napornem dnevu. Tudi erotičen pride v poštev, zdaj se izražijo, oglašajo, če tudi to lahko, seveda lahko tudi to darilo. Kaj je erotična masaža? Ja, vidiš, da. Ja, ali pa ples lahko daš ti, recimo, ne, svojemu možu. Striptease, lap dance. Ja, zakaj pa ne? Vse je dovoljeno. Vse je dovoljeno. Režiji so vsi neki danes pokvarjeni. Jaz ne vem kaj, to je že malo ta Christmas spirit, veš? Ja, po moje da res. Kaj pa so to makrame? Makrame je pa ena stvar, ki smo se že par let nazaj naučili, mislim, v osnovi je to zelo stara zadeva. Naši starši zelo dobro vedo, kaj je makrame. Gre za tehniko pletenja in makrame lahko narediš tudi ogrlico. Takole smo delali prejšnjo leto v oddaji in gledalci si lahko tole tudi pogledajo na YouTube kanalu, točno kako se dejansko ta makrame naredi. Tako za vse, mislim, kaj pa tisti, ki nimamo čist talenta, pa feelinga. Ja, jaz sem en izmed teh, pa vidiš, da mi je ratel. Skratka, te vrvice, simple, in potem daš kakšen kristalček noter in to spleteš naokrog. Katja nas je tega naučila in zadeva je zelo preprosta in zelo, zelo fajn, tako da lepo tudi zgleda, no. Tudi otroci to delajo. Drugače pa to je perujska zadeva, ona se tudi v Peruju tega naučila. In jaz se spomnim, ko sem bila v Peruju, in sem šla na nek trekking čist izven civilizacije in tam so te čudovite planjave v bližino gore Machu Picchu in tam vidiš tak ni česar, nobene hiše, nič, pa vidiš samo eno deklico, kako plete tam makrame z tistimi njihovimi fluorescentnimi barvami, mislim, neverjetno, no? Ampak ja, to je čudovita tehnika. Pa tudi ne stane nas veliko, kar je pa tudi pomembno. Zdaj so res naštele same take fajn, poceni ideje, kjer v bistvu šteje lastno ročno delo, kar je pa itak najbolj cenjeno. Meni osebno, če mi nekdo prinese darilo, shower gel, pa neki... Tema. Sam to ne. Ok, itak se ne tuširam niti s shower geli, ampak nasploh, no, ti darilni seti, neke kozmetike... To je res najbolj brca v temo, se mi zdi, ne? Meni tudi, no. Mislim, rej imam da nič, no, nič. Pri meni zmeri tudi knjiga pali z kakšnim lepim napisom. Se pravi, na začetku, a veš, da odpreš, ne, to ti poklanjam. Zaradi tega, ker jaz tudi, ko sama knjigo kupim in večinoma kupujem knjige, pa velikokrat jih kupujem tudi na potovanju, mogoče tudi zaradi tega, jaz noter točno napišem, kakor screenshot tistega dneva. Torej, ta in ta datum, dogajalo se je to pa to, kupila sem si to pa to in dogaja se to pa to. In potem zmeri, ko dam, tak dober feeling mi je, no. Vem, kje sem, kako sem, koliko sem zavest odprla do takrat, kaj sem se novega naučila do takrat. En tak kompas mi daje to, no. To se mi zdi, da tudi če samo nekaj napišeš, je super. Ali pa kakšen prazen dnevnik, ki ga imaš za to, da spremljaš, kaj se ti dogaja skozi leto. To sem ti zadnjič povedala, ker si jaz za vsak mesec pišem, tako da to je tudi dobra zadeva. V bistvu si že začela zdaj z darili za dušo, ne? Knjige. Knjige. Jaz imam en predlog, no, če smem, če dovoliš. Klele sem si pripravila eno knjigico, ki je meni osebno, se mi zdi, oziroma bo definitivno knjiga, ki jo bom letos v velikih količinah podarjala vsem tistim, ki so mi blizu. Predvsem zato, ker se mi zdi, da je to ena knjiga, kljub temu, da je res grozen naslov, ne? Pač jaz mi ne vem, kje si se spomnila tega groznega naslova. Grozna je, ne? V bistvu tako malo je strašljiva. Ampak pol pa, ko jo prebereš, pa v bistvu ugotoviš, da so vsi okovi sproščeni in spuščeni, ne? In odpuščeni in tako naprej. In v bistvu ti daje en tak lep štart za nov začetek, no. Ja, naslov je malo strašljiv, no. Ja, je, ne? Ja, mislim, tak malo morbiden je, no. Zelo. Pa mi je ena rekla, pa dej neki pot v svetlobo, nek tak naslov dej. Pa sem jaz ne, to je darilo. Tema je z namenom, ne? Ja, tema je z namenom, ker jaz sem se osebno ful bala tudi teme kot teme, do kakega, ne vem, 28 leta. Pač neprijetno mi je bilo. Ampak potem, ko sem to spoznala, pa zakaj, pa je pa drugačno. No, en izsek, torej iz knjige Darilo teme, torej poglavje Darilo depresije, pa dobite na naši spletni strani klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno. Tako da, evo, eno luštno darilo od Jasmine za vas, ne? Kako si ti dobra? Tako da, ja, evo. Hvala, ker si pazila. No, to je tudi ena izmed stvari, ki sem se jo letos naučila. Hvala, ker si opazil oziroma opazila, ne? Predvsem, ko gre za kakšne tudi slabe stvari oziroma kritike, ne? Ja.
Sva pa še do tega. Okay. Torej, Darilo teme je ena izmed knjig, ki jo res toplo jaz osebno priporočam. No? To je že kategorija pod 30, ne? Ja, pod 30 evrov. Pod 30 evrov. Ja. Mi dve sva danes zelo tako nagreva na ekonomične cene, bomo rekli, primerne času letošnjemu. Evo, še ena lušna stvar, ki vem, da imaš ti porada, pa je Žiga tam vse, da ni, a se greva eno, dej. Resnica ali izziv, ne? 63 kartic za preganjanje dolgčasa, predvsem pa za spoznavanje samega sebe in pa vašega bližnjega, ne? No, tega zika še ni dobila, ker tole zdaj prvič reagirala. Nisem še dobila tega. Katera so 3 vprašanja, na katera nimaš odgovora in te to jezi? Kako je nastal človek? Zaradi tega, ker je ful veliko teorij. Pa kmalu te Boga je začela to spraševati. Ja. Potem, kaj je bilo prej, kura ali jajce? Tudi mene to bega. Ja. Pa mogoče tretja stvar bi bila pa... A se duše... Ne, to je preveč ezoterično, zakompliciran, tem kaj druga povedala. Lej, ti javim še za tretje vprašanje. No, ok, prav. Naj si pa en izziv našla. Fajn. Tudi jaz sem dobila dobrega. Jaz imam ful luškanga, mi je všeč. Obišči starejšo sosedo in poklepetaj z njo ob kavi ali čaju. Z veseljem, soseda, pripravite se, pridom. Če ti Jelko dovoli. Pa si ne rab vsega vedeti, no kaj? Svojemu očetu, jaz imam pa tale izziv. Svojemu očetu napiši pismo hvaležnosti in ga preberi na glas. Pismo lahko pošleš, lahko ga zažgeš, lahko ga spraviš, skratka karkoli. Pismo napiši tudi, če je tvoj oče že premenil. Wow, lepo. Dobro. Vsi tisti, ki imate pa žive, pa ne, dajte tudi kaj povedati, ne sam pisati. Ok, pojmova naprej po telih kartah, resnica ali izziv. Vse to seveda najdete na naši spletni strani klepetopokavi.si, tukaj da veste. Mava naprej, ena zadeva, ko jo boš pa ti povedala, jaz se ne spoznam na to, nisem še probala, nek glavnik obstaja. Poseben. Glavnik, mislim, to je tudi tako pocen, pa fajno darilo, to je glavnik iz zveneče cedre. Pa zakaj za dušo, če je glavnik? Zaradi tega, ker vendarle cedra ima neke energijske predispozicije že kot take in obstaja kar nekaj energijskih tehnik, ki jih delaš in to dobiš za glavnika zraven. In sicer med drugim, recimo, če si v nakupovalnem centru ali pa kakorkoli, če se počešeš, dosti stresa tudi daš dol. Kaj ti? Lasje so antene in lovijo različne zadeve. Si se kdaj spraševala, zakaj recimo so pobrili glavo vojščakom? Ne zaradi tega, da ne bi bilo kaj za lasmi, ali pa zakaj se ženske morajo iti v cerkev recimo z ruto. To so vse te stvari, ki nakazujejo že od nekdaj nam, da so lasje pravzaprav antene. In ti, ki se češeš, ne s plastičnim glavnikom, ampak z lesenim glavnikom, ti dejansko, marsikaj se dogaja. Tudi za moškega, če češeš žensko s tem glavnikom, je wow. Marijana Kolman je v tem veliko povedala v naši oddaji, na YouTube kanalu imajo, naj si pogledajo. To je ena taka lušna zadeva. Ok, pol naprej Mava, ena stvar, ki je zdaj ful aktualna, glede na to, da smo več ne zaprti in da se ne moramo dobivati in družiti, spletne delavnice. Ja. Kaj recimo bi ti podarila, evo? Jaz sem že kar naredila seznam. Jaz novembra delam seznam, kaj bom podarjala. In se mi zdi super zdaj ta čas. Tudi jaz sem sama sebi veliko spletnih predavanj in delavnic prvošla v tem času. In meni je zelo všeč ta ventuziranje. To mi je super, zaradi tega, ker se praktično naučiš, kako biti sam svoj zdravnik. Krasna mi je od Marijane tudi, ki govori o fitomedicini. Odlična spletna delavnica mi je pa tudi zelo uporabna v vsakdanjem življenju, numerološka. No, to bi jaz šla provat. Hkrati mi je pa zdaj mika tale, ki se bo zgodila 21. decembra, torej ob zimskem solsticiju, energijske priprave na prihajajoče leto. Tako, ja. Ta se mi zdi ena taka fajn popotnica. To je pa kar nujna. To je pa kar nujna. Sploh glede na to, kakšno leto je bilo in kakšno leto bo. Da naredimo, da zapremo eno leto in se odpremo drugo leto in da se malo pripravimo, kaj bo. Prejšnjo leto, ko smo imeli energijske priprave, tukaj, vsi so tako čudno gledali, pa to je pa res čuden. Ker že takrat, ko smo delali energijsko pripravo, se je čutili, da bo nekaj zelo, zelo bistveno drugačnega. Tako da se je potem dejansko izkazalo.
Okay. Ja. Še ena stvar je frišna iz tiskarne, ne? Tale čudovita, lepa hvaležnica. Kako je lepa. Ki ni samo hvaležnica, ne? Nekaj sem brala, da je informirana, pa nekaj zelo posebna, ne? Da je malo več razložno. Lej, med vsemi tehnikami, ki obstajajo na tem svetu, in teh tehnik je res veliko, obstaja ena tehnika, ki je zagotovo najmočnejša in noro dobro deluje in je zelo preprosta in to je pisanje hvaležnosti. Pisanje hvaležnosti je najbolj osnovna in najbolj pomembna zadeva. Jaz sem začela pisati svoje hvaležnosti pred kakimi 10 leti, mogoče še malo več. In sicer sem takrat upoštevala eno tujo knjigo sem brala, šla sem v knjigarno, kupila sem si najdražji, najlepši zvezek in ful lepo pisalo, zato da imaš, a veš, da si v pričakovanju, da z veseljem pišeš, da z veseljem vzameš to v roke. In sem zvečer začela pisati 5 teh stvari. Meni se je življenje res zelo... Takrat sem bila v zvezi, kjer je bil partner psihično, fizično nasilen do mene. Nisem bila pri svojem denarju. Dejansko vse, kar je prišlo na njegov račun. On mi ni dajal tega denarja. Živela sem pri njemu, vlagala denar. Mislim, bila sem v 1000% drugim modelu sveta. Torej so odvisna dejansko, ne samostojno. In sem začela pisati hvaležnost. Seveda sem delala tudi druge stvari. Ampak lej, meni je to resnično pomagali. In zdaj, ko se take stvari dogajajo, zdaj je bistveno, da pišemo hvaležnosti, zaradi tega, ker to je osnova. Neverjetne stvari in čudeži se začnejo dogajati. Ker večina ljudi sam jamra. Ej, simple, tole imaš na nočni omarici, 5 stvari napišeš in lej, wow. Ful fajn. Na začetku so tudi navodila za tiste, vidim, ki še ne vejo. Ja, vidim, da si zelo natančno napisala vse. In potem je prostor, kamor to dejansko pišeš. Jaz bom to, ker ni je bilo, 4 leta je ni bilo, ne, hvaležnice. Zdaj sem pa spet naredila, ker je tudi meni zmanjkalo. Ful je lepa, res. Jaz bom to napolno podarjala. Letos po moje res čisto sam, zaradi tega, ker je to ena taka osnova, veš, hvaležnost, še vedno je tukaj stvari, za katere smo lahko hvaležni in s tem kreiramo še več stvari, za katere smo lahko hvaležni. Če smem prebrati, v življenju mnogokrat pozabljamo ali pa se ne zavedamo dejstva, da ni sreča tista, ki nas naredi hvaležne, temveč je hvaležnost tista, ki nas naredi srečne. Ja. Najprej si hvaležen in potem si srečen. Ja, želimo probati vsak dan, torej 5 tistih stvari, zaradi katerih ste hvaležni. Na začetku vam bo to malo čuden, pa mogoče se te spomnili, pol s časom jih znam biti pa iz teh 5 kar hitro še celo več, ne? Je tako? Vsekakor. Ampak to so malenkosti, a veš, ne vem, ful prijazna trgovka, ne vem. Dobra, so voditeljica, ne? Ja. Wow. Hvala, ker si opazila, a veš, to smo se zdaj naučile, ne? Ja. Tako da ja, evo, to je še vedno kategorija pod 30 za dušo. Ja, res sva zbrale stvari, ki si jih lahko vsak prvošno, kar se mi zdi ful pomembno. Vse ima res neko globoko noto. Nekaj sem te hotela še, da tole morava razčistiti, s tole hvaležnico. To je nekaj informiran, kaj to pomeni? Nekaj je posebenega tukaj. Ja, lej, na koncu ti informiraš vsak dan čisto vse, kar primeš v svojo roko. Zaradi tega, ker gre se spet za tisto stvar, ki sva govorili pri brezplačnih darilih, ki jih lahko delamo, ko so okraski. Se pravi, kakšen je namen zadaj. Kakšen je namen zadaj? Poleg tega, ja, tukaj je spodaj tudi vodni tisk, rože življenja in sam namen in ja, informacije pa lahko pošiljaš, se veš, na različne načine. Hvaležnice recimo so bile informirane s pomočjo tehnologije Tesla generatorja. No, to sem te hotela vprašati, ker sem vedela, da neka zgodba stoji za tem. Nič ne rabiš o tem vedeti, ker to se pa sliši zakompliciran in folk misli, da je to za ljudi, ki bojo razumeli to komplikacijo, nič ne rabiš vedeti o tem. Ti sam piš hvaležnosti. Piš hvaležnosti. Evo, mi dve bova nazaj, tako da ostanite seveda v naši družbi. Mava še ful enih idej. Zvončki pojejo, la, drugi del, ja, darila, drugi, ja, okej, ja. Malo bomo še potrenirali, pa hodile od vrat do vrat, prav? Ja, bravo, dobro. In tam pri 60 vratih se bomo že naučile. Ja, nekaj nam ne gre. Ja, nisva, ne vem kaj je to, kot da nismo res nič s temi slovenskimi pesmimi.
Ne, jih je premalo prevedenih. Ne, so, zdaj se bojo javili, 300 se jih bo javili. Mamo, sam midve si niso vzela časa, zato ker smo tu študirali o darilih. Res je. Priznajva si. Priznajva. Torej, segment 5 daril imamo, pripravljenih. V prejšnji oddaji sva torej že omenili 2. Prvega, torej, za dušo smo povedali. Za dušo smo našteli. Pa brezplačna darila, ki nas nič ne stanejo. In jih naredimo sami. Zdaj imamo pa darila za preventivo, se pravi za zdravje pod 30 €. Tako. Potem imamo sanska darila. Pa energijska darila. Energijska darila. Yes. Kje vas začele? Na začetku. Na začetku. In začetek je dober imunski sistem, torej preventiva. Ja, jaz prisegam na C-vitamin. Tukaj vem, da ne moram zgrešiti. Ja. To je ena izmed stvari, ki definitivno nam nobenemu škoda. Ja, vsak dejansko lahko, ne glede na velikosti, starosti in vse ostalo. Se pravi, C-vitamin, D-vitamin. To že čivkamo, ne, s tem D-vitaminom. To že čivkamo, pol pa pod 30 €, probiotiki, pa kakšni zeleni napitki lahko, pa v primeru kakšnega prehlada, kaj za nos ali pa za grlo recimo. Ampak to je za vsakega. Pod 30 € je. Sam to je res so fajn darila, no? Se pa res, kateri vse rabimo in vse uporabljamo in ne bo stal nikjer v omarici, ne? Tako. To je stvar, kar moraš lahko vsakodnevno jemljaš in poskrbiš torej za krepak imunski sistem. Vse več naši strokovnjaki, ki priporočajo C pa D, so celo naredili to varianto, ko dobiš en C-vitamin zastonj. Pa itek je december, kar pomeni, da je brezplačna poštnina. Pa še knjigico. Pa še knjigica za obrambni sistem. No, taka brošura je, ki na kratek in nedrnat način pove vse. Da boste vstopili torej zdravo v leto 2021. Tako da pozdravljamo zdrava darila v letu 2021. Ja. Torej, če seveda vaš kakšen C-vitamin ali pa D-vitamin zanima, mi imamo D3 seveda s K2. Tako da zelo fajn zadeva, vse ekološko, se veste, naša Jasmina, nič sintetičnega ne ponese, pa nič sumljivega, mora biti vse by the book, ne? Tako da vse to najdete na naši spletni strani klepetobkavi.si, kjer se je torej Jasmina res potrudila in izbrala najboljše izdelke za imunski sistem. Lahko pa tudi kjerkoli druge. Mi dve dajeva danes samo ideje. Jaz sem sam predlagala, no? Ja, predlagala si, tako. Ok, gremo naprej. Kaj greva, na energijska? Energijska, dej greva na energijska. A greva na sanska? Energijska, že imamo slikco. Evo. Palo Santo, orgonit, kristali, energijska nalepka rože življenja, recimo, cevka za energetiziranje vode, to smo spravili. Zdaj pa greva. Palo Santo, veš, kaj je? Jaz sem ga spoznala v oddaji, večkrat ga pržgemo, prijeten von, vem, da kle puca vse energije in sumljive stvari, če je kdo, ki je kle slučajno prisoten, tako da je vse super. V glavnem, ful imamo pa je dober prostor in zelo čist. Vsak, ki pride, ki se malo ukvarja s tem, prav, da imamo ful dobro energijo v prostoru in nimamo nič kaj bav. Tako da očitno to deluje. Ja. Palo Santo je kaj? Les, kadilo. Ja. Ja. Bravo. Torej, Palo Santo je aromatično drevo, ki raste v Peruju in ko zaradi starosti pade pri približno 100 letih, ga potem še nekaj časa sušijo na soncu in potem dejansko lahko s certifikati odide iz Peruja. To pomeni Palo Santo, ki je legalen in pride na ta prav način. Imaš pa ogromno teh palčk Palo Santo, ki se dejansko, ki jih prehiter jih, ne? In greš takole po kotih, kakor grem jaz, po kotih greš zaradi tega, da se lepo pokadi, začneš pa seveda pri vhodu. To je tudi dober narediti zdaj proti koncu tega leta. Proti koncu leta je to fajn narediti, zaradi tega, da se malo energije previtrijo. Lahko tudi kaj ploskaš, oziroma če imaš kakšne zvončke ali karkoli podobnega. Bo šlo? Drugač pa to je, kar se energijskega dela tiče. Ima pa Palo Santo tudi ta fizični aspekt in sicer čisti zrak, tudi na fizični smislu. In dejansko tam sterilizirajo zrak s pomočjo Palo Santa, tudi recimo slabe vonjave zamenja, tako da ful sila uporabna zadeva. Ok, super. Ja, meni je všeč, jaz ga imam rada, ga tudi uporabljam, daj doma, sploh, ko se grem kopat, meni ful paše, da malo kopalnico prespucam. Fajn mi je, je dober občutek, je pa prijeten von, zelo. Tako da, evo, Palo Santo pod energijska darila, definitivno poleg tega, tale vir, ki ga imamo mi, je torej vse tako, kot mora biti. Se pravi, to ni črni trg, kjer ga predhodno porežejo, hitro posušijo in pelejo, to je res premium tako, kar mora biti. In tukaj dobiš, to je kar, tega zelo veliko dobiš, ne?
tako da to lahko s kom podeliš potem. Aha, no evo, Ja. daš naprej. V Tako bistvu da- kupaš sep, pa še podeliš Tako, okoli. pa lahko daš še naprej, ne? Palčke recimo daješ zraven, jaz recimo si vzamem en paket in potem dam vsak mu še malo kaj zraven, kakšno palčko, pa me vpraša, kaj to je, pa razložim, itak tam gor tudi piše in se mi zdi, da je ljudem tak nekaj novega, če že ne druga, pa vsak mu to diši. V vseh teh letih ne poznam še nobenega, ki bi rekel, da ga ta Res vonj, da mu ful je lepo diši. odvraten, no. Tako Okay. da, Zdaj gre pa iz lesa na kristale. ja. Zakaj kristali? Zakaj se meni zdi, da ste vsi malo tako zaljubljeni v te kristale? Je neki na njih? Je, definitivno. Pa predvsem zdaj za ta čas so zvezdni kamni tisti. A ne? Se pravi, to so kamni, ki so prišli iz vesolja, zvezdni kamni, kakorkoli pa že. In tale recimo libijski tektit, moldavit in pa tudi poznamo ruske sihote alinski. In pač jaz sem se najprej zaljubila v Moldavite, smo tudi šli s celo ekipo dejansko na Češko, kjer smo bili in v muzeju in se pogovarjali in vse te zadeve posneli. In Moldaviti so res, res zelo izjemni. Jaz sem ga nosila leta in leta in leta in leta okrog vrtu, zdaj pa nekako prisegam na libijski tektit. Libijski tektit je tudi najbolj priljubljen kamen Tadeja Pretnarja, ki je napisal knjigo o tem, knjige, ne samo eno. In zaradi tega, ker libijski tektit hkrati prizemljuje in te odpira na gor. Ker pri Moldavitu je tako, tebe odpre na gor, ampak se moraš znati prizemljevati. Zaradi tega, ker je to zelo močna energija, ki te lahko odzemlji, če ne znaš samega sebe dobro prizemljiti. Torej, mogoče za začetnike, Za recimo, začetnike niso bili zvezdni je bolj kamni, no. primeren. Torej, Ja, ampak libijski tektit pa je, mislim, to so že kar, moraš že biti malo Next level seznanjen, kamni, no. moraš že, Ja, aha, moraš že osnove biti malo, poznati. ja. Sihote alinski, pa Bog ne daj nesreče, da nekdo, ki se ne zna s kristali, ker on ti pa potencira vse. A veš, in če ti nimaš urejenih misli, ti bo potenciral, ne vem, slabe misli, destruktivne misli, ne? Samo destruktivne misli, kar ni v redu, ne? Moraš imeti poštiman. Libijski tektit je pa res super, ker hkrati te odpre in zapre, ampak pri Moldavitu je zanimivo to, dejansko obstaja Moldavit flash, rdečica Moldavita, ki dejansko na fizični ravni, ne vem, rataš rdeč, kar nekaj se treseš in tako naprej. In to na začetku zaradi tega, ker je energija precej visoka, precej močna. Tako da ja, to so kar kamni, ki so mogoče že za ljudi, ki se spoznajo na kristale. Začetnikom pa potem bi priporočala kakšno roževec, Ja, meni je najbolj cute. tigrovo oko, citrin, Ametist mogoče. ametist, bravo, tako, te Veš, zadeve. se učim. Ja. Osnove poznam, to Ja. ta najlepše kamne poznam. Kjer, ametist? Ja, je najbolj- roževec pa ametista me je najbolj tako. Vizualno všeč, pa tudi po meni oziroma moči mi je zelo blizu. No. Ja. Mi je všeč. Ampak kristali so ful lepo darilo. No? Jaz se spomnim, ko sem si kupila svoj prvi Moldavit, v bistvu na taki lepi zlati verižci, in sem ga nosila, in pol, ko sem imela željo, da bi imela večga, sem rekla, to bo pa darilo za mojo hčerko, če jo bom kdaj imela. In to je ful bilo let nazaj in evo še vedno na svojem varnem mestu ta Moldavit čaka na njo. Veš, kaj sem te hotela samo vprašati? Ko kupujemo kamne, a moramo biti na kaj pozorni? Je tukaj tudi, kot si rekla, recimo z lesom Palo Santo, torej da moramo malo pogledati, kaj izvira, kako je s kristali. Vsak ti je namenjen. To je osnova, kar moraš paziti, je samo to, da ga v štartu spucaš. Sicer vsi kamni, če jih ljudje preko našega vira dobijo, so že ščiščeni, ampak vseeno ne jih še ščistijo. Recimo, ko greš ti na kakšen, ker zvezdni kamni, cene so zdaj zelo visoke. Tudi zaradi tega, ker letos ni bilo nobenih sejmov in tako naprej. Nekateri denar dejansko vlagajo kot zlato, vlagajo v zvezdne kamne, ker cena narašča, rapidno narašča vsako leto. In če ti recimo kupiš nek kristal, kjer je bilo ful veliko drugih kamnov ali pa na kakšnih takih večjih dogodkih ali pa večjih trgovinah pa tako naprej, bo imel dobesedno to aurično sluz gor. Tako da ti si je treba spucati in potem lahko to uporabljaš. Ok, evo, kristale mislim, da so obdelali. Yes, definitivno. Greva naprej na rožo življenja.
Torej, neka nalepka obstaja posebej. Ja, nalepka, da si daš to gor. Meni je taka lušna zadeva. Drugač pa kombinacija rože življenja in kristalov so pa orgoniti, ne? Tale je meni ful dober. Sicer za tole treba kar 100 evrčkov, pa še neki, ne? Okay. Ampak ima pa ful velik domet, pa to imaš gor, pa lahko daš gor vrč z vodo in je dejansko roža življenja. In pa... Ti to doma uporabljaš, a ne? To imaš doma? Ja. Vse stvari, ki jih tukaj vidiš, jih imam jaz doma. Aha, okay. Če nisi opazila. Več iz vodih, ja. Tako da, ja, tole je ful dobra zadeva. Imaš potem manjšo varianto, recimo tak. Orgonit je v bistvu narejen iz kamnov, pa iz opilkov, iz različnih kovin in tak naprej. In to ne rabiš pucati energijsko, ker to energijsko puca, ne? Okay. Se pravi, to je ful primerno za hiše ali pa stanovanje, ker živi več generacij skupaj različnih. In veš, včasih je tukaj malo, ne, se zgodi kakšen kratek stik in to malo uravnava, no. Okay. Sicer pa še vrsto drugih stvari, no. Ampak ja, orgonit je ful dobra zadeva. Tudi rože boljše rastejo. To pa vem, ker si neki enkrat en preizkus delala, ne? Ja. Z rožem, ker te ni bilo in potem si prišla in si ene nastavila v bližino, ne? Ene pa strani in pol dejansko si res videla razliko. Ja. Tako da orgoniti so super, zato smo jih dali v kategorijo energijska darila. Vrhunsko. Super, ok, imava še eno darilce iz tega segmenta, energijska darila. Cevka obstaja, ne? Kje pa imamo mi cevko? Tamle imamo v vrču. Za energetiziranje vode, kje pa imaš vrč? Ali pa nasploh informirane zadeve. Evo, a veš, imaš vrsto zadev, ali za mobitele, ali za vodo. Si opazila, koliko je voda bolj mehka? Jaz sem porajtala, no. Jaz sem na vodo ful občutljiva, ne vem zakaj. Ampak jaz, ko sem tole vodo spila, res je bolj mehka. Ti bi mogla biti sommelier za vodo, veš, da to že obstaja. Jaz jo voham in okušam, jaz ne vem, kaj je to z mano, nek talent očitno. Ne, nimaš mogoče tukaj zažganih teh brbončic ali kakorkoli. Ampak jaz sem opazila dejansko in prvi sommelier za vodo je Slovenc. A daj nehi. Ja, res. A veš, da ena slovenska voda se prodaja za zlato nekje v Ameriki. Ja, tako da, ja, načeloma imamo mi kar v redu vodo, ampak lahko jo tista s pipe imaš še lahko. Malo življenja damo, ne? Je tako nekako. Bolj živa v bistvu postane, ne? In lej, kaj je v bistvu osnova? Voda, zrak, a veš, zdravje, a veš, to so tiste stvari. Tako da, jaz mislim, da bi mogli zdaj bolj poudarjati v to smer, ne? Ne pa praholovilce, ali kako si že rekla prej. Ja, no, meni je to res na živce, jaz sovražim praholovilce. Ok, zdaj greja pa iz energijskih daril na tista, ki so jih pustili na koncu, torej bombonček, ne, sanjska darila. No, da vidim, kaj si pripravila, kaj si dala ti v tole rubriko. Aha, evo, gledalci lahko že preberejo. Cel rosoček, prstan s simbolom rože življenja, zlat in pa vikend na morju ali v hribih. Ja, tale zadnja, zdaj se mi zdi res taka najbolj zaželjena stvar, ki ne moramo imeti, ne? Ja, za vse tiste, ki imajo viška denarja in bi ga radi investirali v kvaliteto svojega življenja, zato da bo imeli mir pri vseh teh. Mislim, čisto roko na srce, jaz rečem, junaki in zmagovalci ste vsi, ki živite v bloku in ste dali čez karanteno. Jaz vam lahko rečem samo vsa čast. Kul smo, vidiš, vsa čast. Mislim, meni bi se trgali, no, zagotovo bi se mi trgali, da ne bi imela zraven gozda, da ne bi imela dejansko svojih poti, kotičkov, živali, ki jih tam gledam, a veš, pa magar kure nafutram vsak dan, pa mi je neki, a veš. Vem, se zavedam tega. Tako da, mislim, da se je v teh časih, kakor je marsikdo mene gledal čuden, pa ko se ti da živiš v takih, a ne, v hribih, pa kaj ti ni jasno. Mislim, zdaj se je res pokazalo, kaj pomeni živeti v hiši s svojim vrtom, pa kaj pomeni dejansko v stanovanju. Jaz moram priznati, da večinoma sosedov, ko smo se zdaj pogovarjali pač v teh časih, ko so se nam še pustili družiti, ne, zunaj na varni razdalji, dejansko vsem se nam je kovcala ena hiša, veš? Ja. Res. Tako da to je... Pa, a veš, hiša dobra, ne? Mogoče, razumem, čez teden si ne moreš tega privoščiti, ne? Ampak, veš, da imaš res nek vikend, kamor dejansko lahko greš. Jaz poznam enega gospoda, pa eno gospo, pri 70 letih sta, ona dva sta prodala pravzaprav stanovanje v Ljubljani
in sta si kupila vikend nek na Dolenjskem za nekih 30.000 evrov, pa sta ga še malo zrihtala, pa malo sta sama naredila, preselila sta se pri nekih 60 letih tja in sta rekla, se na začetku sva imela oboje, ne, sta imela še stanovanje. Pa je rekel gospod, in pa sem si čisto komolce pobil, ko sem prišel noter uno malo garsonjero, tukaj pa jaz zdaj diham in živim. In res, ona dva sta se dobesedno pomladila. Dobesedno pomladila sta se. No, evo. Tak da... Hišo rabimo, evo, Sansko darilo. Ne, lej, pa zdaj govoriš Sanski vili. Ne, nek vikend, neki, a veš, tam na Dolenjskem imaš res, lahko fajn dobiš. Tudi na Štajerskem, super odlično. Če pa pač hočeš en vikend v bližini Ljubljane, pa je res, da bi si vilo gradil na Dolenjskem ali pa Štajerskem. Ok, gremo mi da zdaj malo bolj na, ker mene se zdaj čisto odpeljala tja v gozdove. Pa ostanva še malo ob lesu, ne? Ja. Cedrov soček. Ja. Sansko darilo, zakaj? Ja, par dni nazaj sem ti ga pokazala v svoji kleti in meni je to ful fajn, zaradi tega, ker je to čas, ki je samo zame. Jaz sem prej ful veliko hodila v savno in zato tudi kar konkretno veliko denarja zapravila. Potem pa sem ugotovila, da bi jaz to bolj pogosto, ampak ne bi pa imela doma savne, niti je nimam kam dati. In cedrov soček je super, zaradi tega, ker je dost majhen, ful je praktičen, ne rabiš si las močiti, zaradi tega, ker imaš glavo, pa lase imaš dejansko zunaj. In vsak dan greš za nekaj časa, je pa to krasno 1001 zadevo. In mentalno se sprostiš, odklopiš in dejansko fizično, da daš malo ven stvari, toksine, take in drugačne, tako da super je. Ok, to sva. Pa to je, mislim, to tudi ni pocen, ne? Zdaj, zato sva dali sanska darila, mislim, pocen. V bistvu je najcenejša med vsemi oblikami savne, ne? Se veš, 3-4 tisoč evrov daš takoj za infrardečo, za finsko, za turško. Vse to je res ena taka naložba, v bistvu, kaj ja, boš pol. To je pa nekaj čez 1000 evrov, ne? Tako da zato smo dali pod sanska darila. Dobro, vse telefon je tudi... Ja, ne vem, kak telefon imaš ti, jaz nimam tak dragega. Se moj tudi ni tako drag, kako vzamem na tistih par let, da sploh ne vem, da kaj plačujem, a veš, to so zdaj dobre marketinške. Ampak hočem reči, da se lahko v bistvu ena taka sanska zadeva primerja z enim telefonom, to se hotela reči. Ja, telefoni so dragi. Ja, zelo, se tudi hočem povedati groza. V glavnem greva naprej, imava še prstan s simbolom rože življenja. Ja. A ga imaš? Ja, jaz ga imam, valjda. V bistvu je ta je prvi, ki je bil narejen. Zaradi tega, ker sem imela najprej nek nezlat, neki ne vem, kje sem ga kupila in sem hotela imeti zlatega. In je bilo kar neki kolegic, ki so rekla, jaz bi ga tudi imela, tako da jih je zlatar dejansko naredil več in lahko naredi po naročilo. Oh, wow. Ja, je pa to pač zlato, ne? Zlato, ok. Ja. Nič ni kao zlato, ampak zlato. To je zlato, ja. Ok, super. Ja. Evo, jaz mislim, da sva vse povedali. Kaj pa, vikend moraš še kaj omeniti ali? Ko, vikend, ja. Pač vikend rabimo, evo. Ja, lahko rečeš doma svojemu decu, glej, jaz se odpovedujem rojstnim dnevom, obletnicam, praznikom, božičem, novim letom za naslednjih 20 let, sam dejmo, da gremo ven v naravo. A veš, pa imaš svoj vrtiček. To je življenje. To je življenje. Ker to, kar se letos dogaja, ne si misli, da se bo to končalo. To mogoče se bojo malo oblike spreminjale, ampak še naprej se bojo dogajale take stvari. Nazaj oziroma ne nazaj, naprej k naravi. Naprej k naravi. Gremo naprej k naravi. Evo, lepo si tole zaključila. Jaz upam seveda, da smo vam dali same lušne ideje, povezane seveda z naravo, predvsem pa s tem, da, kot sem rekla, ne bomo imeli spet na policiji neke praholovilce, ampak stvari, ki bodo vam prišle prav poleg tega, se boste dobro počutili, naredili nekaj za svoje telo oziroma dušo, kot smo omenili, res smo vse segmente obdelali. Tudi Jasmina bo še kaj pripomnila. Slonovi pojejo. Zvončki vsi. A ja, zvončki vsi pojo.